Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Živimo v času, ko se mnogi znajdejo v nezavidljivih situacijah. Na poti do človeka vrednega življenja pogosto pomagajo dobrodelne in humanitarne organizacije. Med te se v Sloveniji uvršča tudi 58 Lions klubov, ki pomagajo na svoj način. Več o delovanju Lions kluba Idrija pa nam bo povedal aktualni predsednik Sebastijan Kerčmar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan vsem in najlepša hvala za povabilo. Povejte nam, s čim se pravzaprav ukvarja Lions klub Idrija? Lions klub Idrija se ukvarja s celo paleto dejavnosti. Vse so pa usmerjene v dobrodelno delovanje. Prvenstveno v pomoč vsem ranljivim skupinam. Delujemo vse, kar deluje v bistvu tudi naš krovna organizacija, Distrikt 129, kamor spada Slovenija in mednarodna organizacija, ki je v bistvu razvejana po celem svetu. Letos vaš klub obeležuje 10-letnico delovanja. Ste 10. predsednik, prvi predsednik, ustanovni predsednik je bil Stojan Petrič. Res je. Letos ustanovljeni smo bili leta 2014 in res je že kar 10 let tega našega delovanja. Jaz, kakor ste rekli, sem 10. predsednik. Lions klub pravila, mednarodna in tudi naša, ki so praktično po celem svetu usklajena, so nastavljena tako, da se predsedniki vsako leto menjamo, zato da se zmeraj vnaša neka nova energija in da nikoli ne zaspimo in da v bistvu delamo s polno paro vsako leto naprej. Ne gre pa za tako skromno število članov, pravzaprav ob ustanovitvi je klub imel, mislim, da 29 članov, sedaj jih imate 31. 31 članov. Ja, trudimo se, da bi nečlanstvo ne samo zadržali, ampak tudi povečali. Res je, da smo vsi zaposleni, imamo vsak veliko svojega dela in tudi v bistvu v klubu ne smemo spati. V bistvu dejansko nam to zavzame kar nekaj našega prostega časa in to nam mora biti v veselje, da to počnemo in to nam je. In take ljudi, ki so istega mnenja, tudi povabimo, da nam se pridružijo in pomagajo pri tej naši dobrodelnosti in tem našem poslanstvu, ki je kar že od leta 1917, ko se je vse skupaj v ZDA začelo. Se pravi, 106 let deluje organizacija na mednarodnem področju, v Sloveniji pa 34 let po zadnji menjavi političnega sistema v Sloveniji smo dobili prve Lions klube. Tako je. V Chicagu leta 1917 je takratni uspešen poslovnež Melvin Jones, ki je zaznal tekom Prve svetovne vojne poslabšanje socialnega položaja med svojimi državljani, pozval ostale poslovne klube po ZDA, da se skupaj z njim sestanejo. In do tega sestanka je prišlo in na tem sestanku so ustanovili oziroma so se dogovorili, da so ustanovili organizacijo Lions klubov, ki bo pomagala in reagirala na vse te stiske, ki so se pojavile. S tem, da vsi, ki nas poznajo, vejo, da v bistvu prioritete so bile vedno usmerjene v pomoč prvenstveno vsem tem ranljivim skupinam, prvenstveno slepim in slabovidnim. Zakaj to? Tukaj je tudi ena zelo lepa zgodba, resnična zgodba. Gospa Helen Kettler, se mi zdi, iz ZDA je pri 18 mesecih zaradi zelo hude vročine, ki jo je imela, oslepela in tudi oglušela.
In z veliko pomočjo staršev in ene zelo dobre učiteljice se je naučila znakovnega jezika in čez nekaj let tudi je spregovorila. In ona je potem celo svoje življenje posvetila pomoči ranljivim skupinam, predvsem slepim in slabovidnim. In ona je zaznala te poslovneže, ki so v bistvu leta 1025 že prestopili meje ZDA in začeli delovati mednarodno. In na mednarodni konferenci leta 1925 jih je z svojim govorom, katerega je takrat imela, izzvala. In sicer njen stavek, ki je zelo znan, je rekla: sprejmite izziv, postanite vitezi slepih in pomagajte v njihovem boju proti temi. In oni so ta izziv sprejeli in od takrat je že zdaj leta 25, 100 let in praktično se z vsemi močmi na preventivnih področjih in tudi drugače, v bistvu slepim in slabovidnim pomaga. Seveda pa tudi vsem ostalim. Ta ideja je bila očitno res prava in se je prijela. Dobil se podatek, da je globalno na celem svetu 48.000 takih klubov, kot je ta vaš v Idriji, in da delujete pravzaprav v 220 državah. Gre za globalni projekt pravzaprav, ne? Gre za globalni projekt in glede na to, da smo toliko zelo razširjeni, v bistvu so zaznali tudi to, da bi bili mi primerni kot Lionsi, ki delujemo zelo razvejano in na lokalnih področjih in poznamo situacije vseh teh lokalnih področij po posameznih državah, da so tudi program, v bistvu, in to je program, šolski, preventivni program socialnega in družbenega učenja, se odločili, da bojo Lioni tisti, ki ga bojo poskušali implementirati oziroma uvesti v osnovne šole po celem svetu. Tako tudi v Sloveniji, celo s pomočjo Urada Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu, se je začel ta program izvajati že v 28 šolah, lahko je zdaj že kakšno več. In cilj je, da bi se ta program oziroma potem celo kot samostojen predmet ali pa kot del nekega predmeta inkorporiral v šolski sistem vse povsod, vseh osnovnih šol po svetu. Kjer ta program že deluje, so analize pokazale, da pozitivno vpliva oziroma da se zmanjšuje v bistvu zloraba drog po šolah, potem da se povečuje sodelovanje med učenci, da se povezujejo, da delujejo bolj socialno in veliko pozitivnih učinkov, kar je v današnjem svetu, ki je tako tekmovalen, tudi v šolah z ocenami in z drugima, v bistvu je zelo dobrodošlo. Tako da tukaj se je tudi pokazalo ta naša širina in koliko smo v bistvu prisotni na terenu, da se lahko v bistvu en tak program, ki bo v bistvu praktično se bojo učenci po celem svetu učili in izobraževali enako v tem delu. Najbližje izvedbi tega programa v naših krajih je osnovna šola Cerkno. Ja, drži. Tako da v bistvu nimam še, ker smo zdaj podatkov v bistvu točno kako in kaj, ker smo imeli toliko drugih aktivnosti v tem času, ampak ja, počasi, sploh glede na to, da je pokazalo zelo velik interes za to tudi Ministrstvo za šolstvo, počasi jaz verjamem, da bo v bistvu vse to prevzelo samo ministrstvo in ta program oziroma pač te vsebine implementiralo v šolski sistem. Učbenike in samo gradivo in učitelje, trenerje, ki izobražujejo učitelje, to pa zagotavljajo
v bistvu Lions klubi iz tujine, poleg tega pa tudi, kot sem rekel, tukaj v Sloveniji je v to vključen tudi ta urad Združenih narodov. Tudi sicer s to osnovno šolo v Cerknem dobro in zgledno sodelujete. Med javnostjo odmeva vaša prednovoletna akcija, v kateri ste zbrali tako prostovoljnih prispevkov in prispevkov ljudi, ki so prišli na to prireditev, zelo veliko. Ja, me veseli, da je v bistvu ta prireditev tako uspela. Letos mi imamo malo drugačna poslovna leta, zato ker tako kot Američani, junija sem nastopil v svojo funkcijo in že takrat sem si rekel, da kot predsednik, ki izhajam iz Cerkna, da poskušamo nek dogodek narediti v Cerknem. S tem sem se povezal z osnovno šolo Cerkno in dogovorili smo se za ta dogodek, ki je izjemno uspešno uspel. Tukaj bi se še enkrat zahvalil vsem lokalnim podjetnikom in posameznikom in našim članom, tistim, ki so prispevali za šolski sklad osnovne šole Cerkno. Zbrali smo dobrih 5000 evrov, kar je v bistvu bilo zelo veliko, ampak ko smo pa videli na tej prireditvi, ki se je odvila v osnovni šoli Cerkno, na kateri so otroci predstavili, praktično vsi otroci od prvega do zadnjega razreda, svoje izdelke, ki so jih prav za ta namen izdelali in so jih ponudili na ogled staršem in javnosti. In starši in drugi, ki so se pač te prireditve udeležili, so se izkazali izjemno in so v bistvu samo na dan te prireditve darovali dobrih 2700 evrov. Tako da v bistvu vse skupaj je izjemno lepo uspelo in tudi je bil en zelo lep dogodek in vsak, ki se je udeležil tega dogodka in videl izdelke, ki so jih izdelali osnovnošolci, kakor smo vsi bili enotnega mnenja, bi se takih izdelkov in take, kako smo mi rekli, tržnice, ne sramovali nikjer, na katerikoli tržnici po svetu. Ves ta denar je šel v šolski sklad in iz šolskega sklada kam potuje naprej? Prvenstveno je ta denar iz šolskega sklada kot vedno namenjen pomoči potrebnim. Se pravi otrokom, ki pač si določenih aktivnosti ali pa določenih stvari v šoli ne bi mogli drugače privoščiti. To je pač prvi namen, tudi bil zbiranje teh sredstev in tudi polnjenja šolskega sklada. Določen del sredstev pa bodo se porabili tudi za druge aktivnosti, vse pa za učence v bistvu osnovne šole Cerkno. Se pravi, za stvari, ki jih pač potrebujejo. Gre pa za, tako bi rekel, diskretno pomoč. Vi ne veste pravzaprav, kdo bo dobil, zaupate v pravi šole učiteljem, ki poznajo svoje otroke in razmere, v katerih živijo. Tako. Najbolj vejo niti ne vodstvo, ampak vsak posamezen učitelj, ki v posameznem razredu uči učence. Ta vsekakor najbolj pozna otroke in njihove družine in verjamem, da bojo vse ta sredstva, ki smo jih zbrali, končala v pravih rokah oziroma bila namenjena za prave namene. Že prej smo omenila vaše posebno zanimanje za področje slepih in slabovidnih. Teh je ugotavljajo strokovnjaki iz leta v leto več. Tudi vaš eden nekdanjih predsednikov je sedaj predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih, gospod Igor Miljevac. Redno in dobro sodelujete s tem društvom? Seveda, z njim, kakor ne samo mi, tudi vsi naši tukaj v naši coni, to je v bistvu, če lahko rečemo, nekako področno gledano severna primorska regija, to je v bistvu naša cona in mi vsi klubi s tem društvom medobčinskim več ali manj zelo dobro sodelujemo in nimamo samo
ene prireditve ali dveh, imamo kar več, s katerimi z njimi pač jih uspešno izvajamo. A ne. Ena je bila zdaj pred kratkim smučanje za slepe in slabovidne, potem bomo imeli, ta je bila samo v organizaciji našega kluba, s pomočjo seveda Zveze slepih in slabovidnih in tudi te medobčinske zveze slepih in slabovidnih. Moral omeniti tudi, v bistvu, da organizacija ne bi bila možna tudi ne brez hotela Cerkno, v bistvu, ki vsako leto, že vsa leta, se pravi letos smo imeli že 7. izvedbo, pri tem pomaga in tudi društvo, smučarsko društvo Novinar, ki pomaga pa z opremo vseh teh, ki opreme nimajo, slepih in slabovidnih. Tako da v bistvu to je ena taka zelo odmevna prireditev za slepe in slabovidne. Potem pa smo vključeni še v coni, kjer imamo v bistvu organiziramo prireditev Tečem, da pomagam. To je vsako leto na stadionu v Novi Gorici. Zgleda v bistvu ta prireditev tako, na njo lahko pride vsak. Veseli smo, da jih pride čim več. Zakaj? Da pride na stadion in da teče. Prireditev zgleda tako, da več krogov, ko pretečemo, več denarja mora tisti pokrovitelj te prireditve, ki je vsako leto drugi, dati v dobrodelne namene. In vsak krog pomeni toliko denarja. In več, ko nas je, več krogov, ko pretečemo, več denarja zberemo. Na podoben način teče tudi projekt Kolesarim, da pomagam. Tako, Kolesarim, da pomagam, je pa v bistvu spet z slepimi slabovidnimi in to zvezo sodelujemo. Se pa tukaj pridružimo kolesarjenju, se pravi tem junakom vinogradov, ki pridejo iz Ljubljane in grejo do Brd. Mi se jim na delu poti pridružimo, lajoni in pač slepi oziroma slabovidni in se gre v bistvu karkoli kdo zmore. Zraven so v bistvu tudi spremljevalna ekipa, ki jo zagotovimo, se pravi, da kdo se lahko tudi, ko ne more več pelje ali se pelje en čas, pa to važno je v bistvu sodelovanje, ne zmaga. Se pravi, da poskušajo tudi na ta način se pravi pravi maraton, ki poteka iz Ljubljane do Brd, da se vključijo tudi drugi, v bistvu, ki drugače se nikoli k čemu takemu ne bi mogli pridružiti. To je silno dragoceno, predvsem za slabovidne in slepe, da se lahko vključujejo v številne te programe kot enakovredni sodelavci. Ta občutek skupnosti je najbolj dragocen. Ja, tudi v bistvu, ko na samih teh prireditvah ali pa po prireditvah, v bistvu, ko povejo, kaj čutijo, ko povejo, ne prenehate, vztrajajte naprej. Imam občutek, kot da se bojijo, v bistvu, da bi mi to prenehali. V bistvu. In so taki v bistvu nagovori z njihove strani, da ti prav v bistvu solze na oči se ti lahko prikradejo. V bistvu je zelo so hvaležni, da to delamo. V bistvu, tudi zdaj na smučišču so rekli, da je to edinstveno, v bistvu, da se kaj takega v bistvu je dogodilo, pa da to izvajamo. In so rekli, v bistvu, da slep in slaboviden že ko hodi je poguben. Kako zelo pogumen je, da se upa iti smučati, v bistvu. In potem je rekla, neverjetno pogumni ste pa vi, ki pa upate to sploh organizirati, v bistvu. Tako da bi rekla, ne pa opustiti, dajte naprej, hvaležni smo vam. Tako da take besede, v bistvu so, to te žene naprej, v bistvu, da delaš še več in še bolj se prizadevaš v tej dobrodelnosti. Odzvali ste se tudi na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo v preteklem letu. Kupili ste 4 razvlažilnike za civilne zaščite Idrija in Cerkno in odpravili ste se tudi na Kras, kjer ste pogozdovali. Ja,
tudi takoj, ko so se zgodile to poplave, nas je predsednik klubov, naša guvernerka pozvala, da naj se obrnemo na lokalne civilne zaščite in jih poprašamo, če morebiti kaj potrebujejo. Ne. In ko sem to naredil, smo se pač dogovorili, da bi potrebovali nekaj teh profesionalnih, boljših razlažilnikov. In to željo je v bistvu tudi večino drugih civilnih zaščit po Sloveniji izrazilo klubom in zato smo v bistvu organizirali na ravni distrikta cele Slovenije nabavo teh razložilnikov v Nemčiji. Ne. In tukaj se je potem še dodatna dobrodelnost izkazala vseh drugih še vpletenih. Ne, ko smo vsi klubi, prvo je bilo to, da v bistvu in naš uvoznik in proizvajalec v Nemčiji sta se odpovedala vsem zaslužkom na ta račun in mi smo vsi klubi zbrali denar in plačali te razlažilnike in potem, ko smo vse ta plačila izvedli v Nemčijo in ko smo razložilnike že dobili, je pa prišla novica iz Nemčije, da so se v Nemčiji odločili, da nam bojo ta denar vrnili kot donacijo njihovo. In normalno tega denarja nismo mi vzeli nazaj, ampak se je pač na ravni distrikta in Slovenije odločilo, da se bo ta denar potem pa še doniral še za druge pomoči potrebne v teh poplavah. Sicer pa lahko vsak občan, vsak davčni zavezanec pomaga pri vaših projektih, če vas pooblasti za tisti delček dohodnine, da se nameni za vašo dejavnost. Res je, imamo status humanitarne organizacije, tako je v bistvu tudi naša krovna organizacija tukaj v Sloveniji in mi in tudi naš klub tukaj. Zato v bistvu tudi lahko organiziramo take dogodke in zbiranje sredstev, kot je recimo se dogodil v Cerknem zadnji za šolski sklad. Poleg tega pa je res, v bistvu vsi, ki smo člani, namenjamo svoj del dohodnine in vsak lahko k temu prispeva. Dejstvo je v bistvu, da je tukaj naš klub oziroma tudi vsi Lions klubi delujemo na ta način, da v bistvu niti evra sredstev, v bistvu, ki jih zberemo, ampak zberemo jih po večini, da jih prispevamo sami naši člani. Ne porabimo za nič drugega kot za dobrodelne namene in za pomoči potrebnim. Ker v bistvu vse stroške, kar jih imamo mi, ima vsak svoje stroške. Noben ni upravičen do evra povračila. Vsi delamo prostovoljno, humanitarno. In tukaj je to, da vsak evro, praktično vsak cent gre naprej od nas. Ničesar pri nas ne ostane. Ne. Tukaj je v bistvu lahko razlika do kakšne druge organizacije in tukaj v bistvu se ve, da v bistvu vse, kar zberemo, gre. Omenili ste pa tudi pogozdovanje. Res je, tudi takoj, že ko se je to dogodilo, se je ta ideja porodila. Potem pa smo čakali, kako z Zavodom za gozdove, pa to, da so nam določili termin, pa kdaj bi bilo najbolj primerni čas. In res smo se z cele Slovenije udeležili in smo dobili eno veliko parcelo, na kateri smo sadili drevesa in za tisto območje, kjer smo to posadili, smo se tudi zavezali, da bomo zanj skrbeli. Razdelili smo se pa potem po conah, se pravi, da vsako leto ena od naših con tukaj v Sloveniji bo skrbela, da bojo pač ta drevesa tudi zarasla. Podoben program ima tudi Rotary klub. Kaj sodelujete med sabo? Ste si konkurenti? V dobrodelnosti ni konkurence. Ne. Vsi delujemo dobrodelno in ja, ni konkurence. Jaz pravim, da v bistvu vsaka konkurenca v dobrodelnosti je lahko dobrodošla. Zato, ker to bi pomenilo, da bi konkurirali na ta način, kdo bo več pomagal komu. V bistvu jaz tukaj ne vem, ali je to konkurenca ali ni, ampak vsi delujemo dobrodelno. Kakšne so razlike? Ne vem, ker ne poznam točno njihovega ustroja, ampak vem, da vsi delujemo dobrodelno. Kako delujemo mi, natančno sem pa v bistvu prej
že nekoliko povedal. Če poveva še nekaj vaših osebnih podatkov, ste univerzitetno diplomirani pravnik, imate odvetniško pisarno v Novi Gorici, sicer ste pa specialist za gospodarsko pravo. To vse drži, leta tečejo. V lanskem letu smo obeležili že 20. obletnico naše pisarne. In res specialist sem za gospodarsko pravo, civilno in gospodarsko, to mi je podelila odvetniška zbornica, ta naziv, ker na tem področju največ delujem in tudi sem pridobil si dodatno izobrazbo ravno na tem področju. Leta tečejo, ste rekli, pred 25 leti ste diplomirali na pravni fakulteti, kasneje ste magistrirali s projektno nalogo Stečaj samostojnega podjetnika posameznika leta 2009. Sedaj pa, lansko leto ste pa dobili še naziv doktorja znanosti. Drži, končno bi jaz rekel, ne zdaj končno. Ko sem se nalogo lotil pisati, sem jo spisal v 3 letih. V to sem vložil ogromno truda. Je pa dejstvo, da sem vse izpite in vse obveznosti, da bi lahko doktorsko nalogo spisal, opravil že praktično takrat, preden sem vstopil v odvetništvo. Ko sem vstopil v odvetništvo, pa je zmanjkalo praktično časa za to nalogo. In hvaležen sem dekanici fakultete, ki me je med covidom, ko se mi pojamral, da nimamo pa toliko dela, rekla, potem imaš pa sedaj čas in se loti končno spisati to tvojo doktorsko nalogo. In tukaj je, res je, in tudi zelo veliko mi je pripomogla, ker sem, ne samo, da sem nazaj na jezikih, nemškim in angleškim, katerim sem so literaturo predeloval, pridobil sem nazaj tudi zelo široka znanja in od takrat naprej, oziroma ko sem spet v te mednarodne kroge pa znanja stopil, v bistvu zdaj vse gledam dosti širše. In tudi vsak problem, katerem se soočamo v pisarni, ga gledam, kako pa ga rešujejo na evropski ravni, kako ga rešujejo Nemci, kako ga Angleži, v bistvu vse posod iščem rešitve in primerjave, v bistvu tako, kot sem to delal, da sem spisal svojo nalogo. Ta vaša vpetost v mednarodni prostor je zelo zanimiva. Poveva to, da ste zastopnik za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino v Sloveniji in pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino ter nacionalni ekspert za Slovenijo za franšizing ter mediator. Ja, če začnemo od zadnjega konca, mediator, zelo lepa izobraževanja so, ki si jih je potrebno udeleževati in veliko znanja se pridobi in zelo rad se tega udeležujem in zelo rad izpolnjujem te pogoje, ampak kot mediator nažalost ne delujem, ker bi v bistvu čas ne dopušča. Ampak imaš pa veliko znanja, ki mi pomaga tudi pri vsakdanjem delu in pri vsakdanjih težavah, ki se pojavljajo pri mojem delu. Potem Mednarodni inštitut za trgovinsko pravo, pri njem sem postal ta ekspert in tukaj res v taki družbi ekspertov iz celega sveta, tako ugledni družbi, tam mi v bistvu mi je dalo še dodatni energijo, da v bistvu delam naprej. Se pravi, da se z doktoratom nisem ustavil in da v bistvu delam zdaj na tem znanstvenem področju naprej. Da bom izdal v kratkem zdaj znanstveno monografijo, pišem znanstvene članke in zato, ker vidim, da vse to počnejo te drugi eksperti iz drugih držav. Recimo ekspert za Nemčijo je eden največkrat citiranih avtorjev v moji doktorski disertaciji in to so res ugledni in veliki ljudje in to mi sedaj daje energijo, da študiram naprej in da v bistvu delam tudi na tem mednarodnem področju, tudi v tem pogledu.
vsa ta, bi rekel, kupica znanja je pravzaprav lahko tudi priložnost, da sedete v predavalnice za kateder tudi na univerzi. Drži podatek, da se vam odpirajo vrata? Ja, to, če bi pogledal nazaj, v bistvu se je moje življenje obrnilo tako, da sem v bistvu zelo hitro, oziroma takoj, ko sem opravil vse obvezne prakse na sodišču, potem stopil v odvetništvo. Četudi sem na začetku nameraval drugače, končati doktorat in verjetno ostati malo v akademskih vodah in potem iti v odvetništvo. Zdaj pa v bistvu ta želja je še nekako ostajala in zdaj izpolnjujem pogoje, da bom pridobil zadostno število vseh pogojev, da jih izpolnim, da bom vložil vlogo za habilitacijo za docenta. To je zdaj moj cilj, ki jaz mislim, da upam, da ga bom še v letošnjem letu dosegel. Še pol leta boste predsednik Lions kluba Idrija. Že veste, kdo bo novi predsednik? Ja, to imamo pa zmeraj se mora predsednik 2 leti, lahko rečemo, uvajati. Postaneš prvo drugi podpredsednik, naslednje leto prvi podpredsednik in potem predsednik. Zato, da je lažje pri vsem skupaj, da si toliko bolj že vpet v samo dejavnost, poleg tega pa samo predsedstvo odloča o vseh donacijah, o vseh aktivnostih. Tako da nova predsednica bo Urška Močnik, tukaj iz Idrije, direktorica Doma upokojencev. In se že veselimo, zdaj smo na dobri polovici in hitro bo minilo, tako da bo morala prevzeti kmalu svoje delo in verjamem, da bo tudi ona, kot smo vsi do sedaj, zagnano v bistvu delala naprej. V kakšne projekte boste zagrizli v prihodnjega pol leta? Zdaj, prihodnjega pol leta imamo ta projekt za izpeljati Tečem, da pomagam, potem Kolesarim, da pomagam, potem pa v bistvu zdaj v mesecu februarju in marcu pa bomo malo v bistvu tukaj prečesali v bistvu tukaj lokalno področje, v bistvu in pogledali, v bistvu kaj je morebiti tukaj še za narediti oziroma pač komu kaj za pomagati pri kakšni taki ali drugačni težavi. Izzivov na tem področju najbrž ne bo zmanjkalo. Ogromno je tega in tudi vsi klubi stalno se pozivamo eden drugega, tako da v bistvu to sem povedal, kaj pač mi v Idriji v letošnjem letu, idrijsko-cerkljanskem, v bistvu v letošnjem našem realističnem letu smo počeli, bomo počeli, ampak hkrati v bistvu tudi se vključujemo v te projekte, ki jih imajo drugi klubi, v bistvu, in pomagamo eden drugim, vkolikor je to potrebno. Sebastian Keršmar, predsednik Lions kluba Idrija, čestitam vam za vse te uspešno izvedene projekte. Hvala za obisk v tem studiu in hvala za ta pogovor. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Res bi se zahvalil tukaj še enkrat vsem vam in vsem gledalcem in tudi vsem, ki so in ki bodo kakorkoli pripomogli pri izvajanju naših dejavnosti, da bomo čim več ljudem lahko pomagali. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.